Le mesec dni pred koncem Velike morije je bilo na naslovnici ptujskega lista Štajerc zapisano: izpod temnih oblakov vojnega hrupa, neznosne človeške bede in muk, zasijal je zopet enkrat žarek miru, po katerem toliko trpeče ljudstvo kar najstrastneje hrepeni. V strelski jarki 4 leta polni strahu, obupa, spominov in hrepenenja po lepšem. Začetno navdušenje nad vojno, ki naj bi odpravila vse dotedanje krivice, je hitro ugasnilo. Tako kot so ugasnila življenja 35.000 slovenskih fantov, ki so se borili na vseh frontah. Ogromno jih je prišlo nazaj, brez ene roke, brez ene noge. Nekateri so prišli samo umret. Velika vojna, ki je zasekala v tla ob Soči, je pregnala od doma okoli 100.000 Slovencev. Ko so se vrnili, so našli trupla, kupe orožja, uničena polja, požgane domove. Pričakal pa jih je tudi fašizem. Fašizem, ki je od doma pregnal še več tisoč Slovencev. Ni res, se ne morem verjeti, vestem tem zloglasnim, da spet bo tako, kot je bilo pred 20 leti. Ne, ni res, se ne morem verjeti. Da bomo z barbarskimi klici hiteli preko zemlje, da bomo pobijali vse, razrušili vse. Mi, ki beremo Byrona, Bloka, Gorkega, Puškina. Mi, ki smo prepevali v vseh jezikih sveta isto pesem.
Kdor se ne spominja preteklosti, je obsojen na to, da jo bo še enkrat doživel. In ja, doživljamo jo v različnih odtenkih, v različnih scenarijih pohlepa na različnih koncih sveta. Svet se vedno znova oblači v bojne barve in človeka spreminja v številko na seznamu nezaželenih. Hvala vam, da ste se odzvali v tako velikem številu. Se ravno zato in v teh časih je najbolj pomemben vaš glas opomina in naša zaveza ohranjanju vašega spomina. Hvala. Zato lepo pozdravljene in pozdravljeni vse tovarišice in tovariši, zapornice in zaporniki, interniranke in interniranci, izgnanke in izgnanci. Vsem lepo pozdravljeni vsi, ki vam je bilo ukradeno otroštvo in mladost, ter vaši svojci, prijatelji, prisrčno pozdravljeni. Zdaj pa za nekaj pomembnih besed vabim k mikrofonu predsednika taboriščnega odseka Ravensbrücka, tovariša Matjaža Špata. Spoštovani predsednik, vsi zbrani. Pozdravljeni na tradicionalnem vseslovenskem srečanju internirank in internirancev, političnih zapornic in zapornikov, nekdanjih nacifašističnih taborišč in zaporov, izgnancev, ukradenih otrok, svojcev in prijateljev. Pozdravljeni na srečanju, ki je edinstveno v našem slovenskem prostoru in tudi v naši zavesti. Spoštovane tovarišice, taboriščnice, drage naše punce, predvsem vam je posvečena današnja proslava. Vam, ki nas vedno znova opozarjate na vrednote, na katerih temelji naša svoboda, suverenost naše domovine in naroda. Del svojega življenja, predvsem mladosti, ste preživele samo kot številke, v hudi bedi in pomanjkanju, v nasilju, kjer se je tudi smrt utrudila do smrti. Zaradi vaših dejanj tovarištva, domoljubja, junaštva, solidarnosti, ki ste ga udejanjale v vaših medsebojnih odnosih v najbolj težkih dneh svojega življenja, ko je bilo težko biti človek, ste preživele grozote taborišč in ohranile slovenstvo in slovenski rod. Neizmerno smo ponosni na vas. Ostanite z nami, čile in zdrave, še na mnoga, mnoga leta. V imenu taboriščnega odbora Ravensbrück in naših deklet vas prav vse prisrčno pozdravljam na tradicionalni 57. in hkrati 24. slovesnosti v samostojni Sloveniji. Poseben pozdrav in zahvala za vso podporo velja predsedniku Republike Slovenije, gospodu Borutu Pahorju, častnemu pokrovitelju današnje proslave. Hvala. Spoštovani predsednik, ponosni smo, da ste prepoznali pomen našega angažiranja in delovanja in da ste nam z vašim angažiranjem, državniško modrostjo, kulturo srca na številnih dogodkih omogočili, da se naš ponosni spomin in opomin sliši v širšem slovenskem prostoru. Hvala. Počaščeni smo, da je z nami varuhinja človekovih pravic, gospa Vlasta Nussdorfer, naša današnja slavnostna govornica.
V veliko veselje nam je, da lahko med nami ponovno pozdravimo evropsko poslanko in podpredsednico Socialnih demokratov magistro Tanjo Fajon. Dobrodošli. Posebna zahvala za pomoč in razumevanje ter počastitvijo z današnjo udeležbo na proslavi je namenjena novemu ministru za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospodu Petru Česniku. Spoštovani Peter, dobrodošel. Počaščeni smo z obiskom delegacije Narodnoosvobodilnega boja Slovenije, ki jo vodi podpredsednik Marjan Križman. In pa podpredsednik mestnega odbora Zveze združenj borcev Ljubljana, tovariš Jože Hartman. Zdravljen. Prisrčna dobrodošlica in topel pozdrav namenjamo varuhom slovenstva na Koroškem in na Tržaškem. Predvsem Milki Kokot, dolgoletni predsednici Zveze slovenskih žena in častni predsednici Zveze slovenskih žena. Koletnik Mojci, podpredsednici Zveze koroških partizanov. Nantiju Olipu, predsedniku zbora narodnih predstavnikov pri Narodnem svetu koroških Slovencev. Tovarišu Juriju Žerjavu, predsedniku Ampija iz Križa pri Trstu, ki zastopa Tržaško pokrajinsko združenje partizanov. Prijazno pozdravljena poslanka in poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, magistra Meira Hot in magister Marko Koprivc. Posebna zahvala vsem županom za podporo in mestnim in krajevnim odborom, ki s svojim angažiranjem vedno napolnite našo dvorano do zadnjega kotička. Hvala vsem. Zahvala tudi številnim, ki s svojimi darovi pomagate pri ohranjanju spomina in opomina. V minulem letu smo se spet poslavljali od naših dragih, nepozabnih tovarišic in tovarišev, nedavno tega tudi od našega slavnostnega govornika pred 3 leti, pesnika, domoljuba, partizana in predvsem Primorca, tovariša Cirila Zlobca. Prosim, da se z minuto molka poklonimo vsem tovarišicam in tovarišem, ki so se od nas poslovili v minulem letu. Slava jim. Na današnji slovesnosti z naslovom Vsi smo rojeni svobodni in s podnaslovom Za svobodo, dostojanstvo in mir se bomo posvetili predvsem 2 obletnicama. 70-letnici Zveze združenj borcev za vrednote Narodnoosvobodilne vojne Slovenije, ki nadaljuje tradicijo Osvobodilne fronte in je zavezana spoštovanju vrednot partizanstva, hkrati pa tudi 70-letnici Splošne deklaracije človekovih pravic. Obe sta se udejanili na tragičnih izkušnjah 2. svetovne vojne, ki je vojno iz strelskih jarkov dobesedno prenesla v vsak dom, ko so ženske, moški in številni otroci iz nemih opazovalcev postali anonimne vojne žrtev v zaporih, taboriščih, izgnanstvu in na bojiščih. Temeljno sporočilo slovesnosti je, da je vsaka vojna nesmiselna, razen če poteka v luči svobode in dostojanstva za vse in v bran temeljnih človekovih pravic. Le upor, ki zraste iz srca, je lahko zmagovit. Veseli me, da ste se ponovno odzvali našemu povabilu v tako velikemu številu. Kajti v tem času, ko svet pripravljajo kolone beguncev, ko prevladuje občutek, da se nekateri zgodovine niso prav nič naučili, je naša zaveza, zaveza vseh tukaj zbranih, da morda še bolj kot kadarkoli doslej ohranjamo vaš spomin in opominjamo.
Svojo udeležbo ponovno dokazujemo, kako ponosen je naš zmagovit spomin, kako globoko je naše spoštovanje do velikega prispevka narodnoosvobodilnega boja k naši državnosti in kako trdna je naša privrženost izročilu in vrednotam. Dovolite mi, da citiram zaključno misel tovariša Janeza Stanovnika na slavnostni seji ob 70-letnici Zveze društev borcev za vrednote NOB Slovenije. Pravi: največja vrednota je resnica. Resnica pa zahteva hrabrost. Hrabrost, da se ta resnica tudi pove. Kajti danes ni orožje več puška, ampak beseda. In naloga Zveze borcev je, da širi to besedo resnice o najbolj veličastnem razdobju naše zgodovine. Na preizkušnji so spet vrednote generacije slovenskih taboriščnic in taboriščnikov, kot so ljubezen do sočloveka, do rodne grude in jezika. Vrednote, kot so solidarnost, sočutje, tovarištvo, pravičnost in enotnost. In ve, tovarišice, ste sanjale v takem svetu, kjer bodo te vrednote vrednote vseh in za vse. Draga dekleta, vem, da si tak svet želite tudi za nas in za naše potomce. In tem vrednotam smo, verjamem, zavezani vsi tukaj zbrani v upanju, da tisti najbolj težki trenutki iz vaše preteklosti nikoli ne postanejo sestavni del naše sedanjosti ali prihodnosti. Srečno in varno pot domov in nasvidenje prihodnje leto. Naj vam proslava seže v srce in drugim tudi v spomin in opomin. Hvala. Ta mlačnost in malobrižnost koplje narodu v prezgodnji grob, pravi Minka. Jerman pa odvrne: ne čvekajte, narod si bo pisal sodbo sam. Ne frak moj ne bo in ne talar. Osvobodilna fronta ni bila koalicija političnih strank ali enako mislečih. Bila pa je koalicija enako čutečih, enako osramočenih, enako zavednih, enako pogumnih in enako drznih. Upor slovenskega naroda je vedno iz srca. To je bila vojna, ki se je iz strelskih jarkov in kavern preselila v domove. Otroke in žene je spremenila v anonimne žrtve te in vseh nadaljnjih vojn. Spremenila jih je v begunce, v zapornike, zapornice, taboriščnice in taboriščnike. Ne omenjajo jih mirovni sporazumi in ne vojaške kronike, pa vendar so najpomembnejši del tega žalostnega mozaika, na katerem je pred 70 leti zrasla deklaracija človekovih pravic. Vsi ljudje so rojeni enaki, z neodtujljivo pravico do življenja in do iskanja sreče. In to smo mi, partizani, zapisali v izjavo pravic in dolžnosti slovenskih državljanov, ki smo jo sprejeli 19. februarja 1944. leta v Črnomlju. In jaz sem bil takrat zapisničar in je moje ime podpisano pod to deklaracijo. Mi nismo hoteli sovraštva in kletve. Mi nismo hoteli požganih domov. Mi nismo hoteli uničene žetve. Mi nismo hoteli solza, ne grobov. Vse vojne, vse bitke, vse fronte, ki so porojene iz pohlepa, po slavi, po moči, po nadvladi, so obsojene na poraz.
in nesmiselne. Le upor za pravo stvar, za svobodo, za dostojanstvo, za pravico je lahko zmagovit. Statistika druge svetovne vojne je kruta in grozljiva. 80 tisoč zavednih Slovenk in Slovencev zaprtih po zaporih, ljubljanskih, mariborskih, v celjskem Starem Piskru, v Begunjah, koprskih in novomeških zaporih. Skoraj 60 tisoč prepeljanih v koncentracijska taborišča, italijanska, nemška, madžarsko in hrvaško. Več kot 12 tisoč se jih ni vrnilo domov. 80 tisoč pregnanih svojih domov. Med njimi več kot 20 tisoč otrok, starih manj kot 10 let. Skoraj 20 tisoč v konfinaciji, na prisilnem delu ali vojnem ujetništvu. Več kot 650 otrok, naenkrat iztrganih z toplega doma, naročja staršev in odpeljanih v tujino. Skoraj 3000 ustreljenih talcev. Lascia poi
Svobodni so prihajali domov, na požgane domove, izropane domove, preštevali mrtve in se veselili preživelih. Obstaja dober nasvet, naj pozabijo. Toda dovolj je že samo en zvok, samo eno razpoloženje, ki lebdi v zraku, ena malenkost, način hoje, način govora, von mogoče. In že si znova tam, v taborišču, v zaporu ali v izgnanstvu. Obsojena je bila zaradi ljubezni. Ljubezni do slovenskega jezika. Kazen ji je skrajšala kapitulacija Italije. Že na poti iz tujine domov v Ljubljano pa so jo obdajale zle slutnje. Zvečer je prišla domov, že zjutraj so jo ponovno aretirali in odpeljali. Šolske prostore so zasedli Nemci in v njih odprli urad za rasno in politično ocenjevanje prebivalstva. Ogledovali so jih, merili in popisovali. Njeno družino so izgnali novembra 1941. Vsak je dobil okrog vratu železno ploščico s številko in oče je takrat dejal: "Sedaj so nas označili kakor pse." Najprej so jim prepovedali kopati se v mestnem kopališču. Potem so jih prisilili nositi rumeno Davidovo zvezdo. Prijatelji niso več hodili z njo po mestu, razen enega. Potem so prišli ponje, madžarski žandarji. Stoji v gori partizan, ozira se v dolino. Če tujec pije našo kri, razdira dom, družine, vihar nad njim naj zahrumi. Stoji na gori partizan, ozira se v daljavo, krdo mu puško stiska dlan, še v borbo bo krvavo. Krdo mu puško stiska dlan, še v borbo bo krvavo. Še tujec je našo kri, razdira dom družine, vihar nad njim naj zahrumi, da z naše zemlje zgine. Vihar nad njim naj zahrumi, da z naše zemlje zgine. Stoji na gori partizan in kliče čel dolino. Vsi mladi fantje in možje, branite domovino. Vsi mladi fantje in možje, branite domovino. Obstaja dober nasvet, naj pozabijo. Vendar bledijo le številke vtetovirane na podlakti. Spomini pa ostajajo živi in se vračajo. Po 5 dnevih vožnje v tovornih vagonih so prispeli na železniško postajo. Potem po kamniti poti do velikih železnih vrat, nad katerimi je pisalo: Delo osvobaja. Odločal je, kdo bo šel naravnost v plinsko celico, kdo na prisilno delo, kdo desno in kdo levo. Desno je pomenilo smrt. Babico, teto in sestrično je poslal na desno. Nas pa... Še se vidi z ostriženo glavo na balin. Čaka, da ji vtetovirajo številko na levo roko. Zbledela je.
Ni pa zbledel spomin. Kamorkoli pogleda, smrtonosna žica s stražarskim stolpom. Žica vse povsod. In v zraku smrdeči vonj po zažganem mesu in kosteh. Ko so ravno sežigali naše svojce in se je iz dimnika valil dim in se je širil smrad, je SS-ovka na vprašanje, kaj tu počnete, odvrnila: tu vam pa pečemo kruh. Nikoli nisi vedel, ali greš na težaško 12-urno delo ali v krematorij. V rokah je tiščala svojo osebno izkaznico, rdeč trikot politične jetnice in bel trak s črno številko 33130. Samo bivša Jugoslovanka, samo ena od 2230 bivših Slovenk. Bivša ženska in samo še kos nečesa s številko. Selekcija. Premeri jo od nog do glave in vpraša, kje je rojena. Na Koroškem odvrne. Zapiči pogled vanjo. Slovenka ali Nemka? Slovenka, je odločno odgovorila in vedela je, kaj jo čaka. Obstaja dober nasvet. Naj pozabijo. Oprostili bodo, vendar pozabiti se ne sme. Človeka lahko spremeniš v delovni stroj. 12, 13, 14 ur isti gibi, v mrazu, v vročini, brez hrane, brez vode. In ko se stroj pokvari, ga ne popravljaš. Še preveč je drugih. Delala je v tovarni streliva. Od 6. ure zjutraj do 6. ure zvečer, ob pičli hrani in stalnem terorju. Ob koncu vsakega dneva so stražarji preverili zapornice in najbolj izčrpane poslali v smrt. Na njej je delal poskuse s klicami kolere, tifusa, malarije. Potem so jo odpeljali v jugoslovanski blok, v revir. Na apele ji ni bilo treba. Po nekaj mesecih je prišel Mengele spet v revir in ko jo vidi živo, je zaprepaden. Ukaže, da jo vržejo na gomilo, pol živih, pol mrtvih. 3 tedne za očetom je umrl še brat. Mama ga je v skladovnici mrličev komaj našla. Prepoznala ga je po nogavicah, zašitih z rdečo volno. Sestra ga je potegnila iz kupa mrtvih in pokopali so ga, nedaleč od očeta, daleč od doma, v tuji zemlji. Tu, kjer je bil človek uporaben še po smrti. Tu, kjer človek postane surovina. Mrličem je izrezoval tetovirane dele kože in jih prepariral. Iz preparirane in ustrojene kože je najprej naredil torbico za ženo buchenvalskega komandanta. In ker je bilo Ilsi darilo všeč, se je še sama lotila te obrti. Opazila je žensko, ki se je po njenem premalo posvečala svojemu delu. Ni ji grozila in ni je opozorila. Le prišla je do nje in jo močno udarila s pestjo. Ženska je padla in se zvila v bolečini. Ona pa je pobrala sekiro, ki je bila v bližini in začela udrihati po ubogi ženski, dokler ni ležala v mlaki krvi. Nihče ni poskušal ustaviti. Tudi stražarji so se prestrašili pogleda v njenih očeh. Ko se je ozrla k tlom, je opazila, da so njeni škornji prekriti s krvjo. Sklonila se je in odtrgala neokrvavljen košček krila, ki ga je to truplo nosilo za časa življenja. Z njim si je obrisala škornje. Potem je mirno odkorakala do svojega kolesa in se odpeljala nazaj v taborišče. Kot s prijetnega piknika. Povsem ravnodušna. Ko pa je umrl pes, je jokala ure in ure. Jutri gremo v napad. Poglej, kako visoko je nebo. Za svobodo, za kruh. Jutri gremo v napad, glej, kako globoko je nebo. Gremo v napad, svet odvili brat, razvili
hitreje za nami, mi gremo, gremo, s puško na rami v napad, za svobodo, za kruh. Vite pote Bog, podaj nam roko, mesec lenuk, hitreje za nami, mi gremo, gremo, s puško na rami v napad, za svobodo, za kruh. Zvezde že nam žari, noč nam razsvetljujejo temno, že zvezde žari, in očem da gre, in mesec nad njo, in mesec nad njo. Veter pote Bog, podaj nam roko, mesec lenuk, hitreje za nami, mi gremo, gremo, s puško na rami v napad, za svobodo, za kruh. Veter pote Bog, podaj nam roko, mesec lenuk, hitreje za nami, mi gremo, gremo, s puško na rami v napad, za svobodo, za kruh. Že za dobro jutro so se pozdravile z vprašanjem, kaj si pa danes kuhala. Lačne so si pravile recepte in zdelo se jim je, da to pomaga proti lakoti. V taborišču zapisani recepti so bili zelo raznoliki. Naprimer, recept Anice Engler za nadevane malancane, recept Anite Grib za več vrst smokov, pa recept Mare Haderlap za cufanke, pa napotki za mešanco, kot je priporočila Tajnutova Marjanca s Praprotenga pri Škofji Loki. Kuhali so v bencinskih sodih prerezanih na pol. V vodi je plavalo le nekaj makaronov ali riža, nekaj kosov zelnatih storžev in kakšna že smrdljiva repa ali pesa. Zato je bila na ustih taboriščnikov le ena sama beseda – kruh. Nemška gospa je stala v nasadu s palico v roki in pazila, da ne bi kdo pojedel kakšnega sadeža. Da bi nas lažje kontrolirala, smo morali peti. Začeli smo peti slovensko, na planincah Sončece sije, pa je začela vpiti, naj pojemo nemško. Nemških pesmi nismo znali ali pa nismo hoteli, ne spominjam se. Zato je ukazala, naj žvižgamo. Kdor ni žvižgal, ga je s palico začela pretepati. Mame so skrivale svoje mrtve otroke, da so zanje še vedno dobile mleko ali hlebček kruha, zato, da so nahranile svoje ostale otroke. Ne, v italijanskih taboriščih otroci niso hodili na delo. Njihovo edino delo je bilo iskanje hrane in vode. Ob poti, ki poslednjo prehodila si v dolgi vrsti 600 žena, zdaj bele breze toplo zelenijo, prav take breze kot pri nas doma.
daja dober nasvet, naj pozabijo, pa so si besede opomina položili na usta. Slabotnim glasom mi je naročala, če bo šla kdaj domov. Ena postaja pred Ljubljano, tam moj mož vozi brod čez Savo, zdaj je v Tomšičevi brigadi. Njemu sporoči, da me ni več in daj mu ta prsten. Bila je čedna ženska, a bolezen in trpljenje sta jo zlomile, kakor tisoče drugih. Marš smrti. Postrojili so jih v kolone in jih v mrazu gnali 5 dni in 5 noči. Takrat je bilo tako, da je zajokala po noči, tako jo je zeblo. Ujetnice so hodile po sredini, Nemci korakali ob strani. Imeli so jih za zaščito pred bombardiranjem. Če pa je katera odskočila, so jo ustrelili. Saj so rekli, ne vračajte se domov v Prekmurje, raje pojdite v Ameriko. Ampak oče nam je ob slovesu dejal, vidimo se doma. In smo šle domov, na izropan dom. Očeta ni bilo. Domov se je vrnila šele 31. avgusta 1945. leta. In takrat nov udarec. Zaradi nje in brata partizana so v delovno taborišče poslali še starše in ostale 3 otroke. Ko so se vrnili domov, niso imeli ničesar, še žlice ne. Enkrat na leto prihaja in vsakič se najprej ustavi ob jezeru in potem gre k spominskemu zidu in odnese rože na spomenik mrtvorojenim dojenčkom. Ona je preživela. Njen rojstni kraj je taborišče Ravensbrück. Davno bilo je, ko so se srečale najine misli, a kakor v sanjah ves čas slišim tvoj topli glas. Pridi zapoj pesem, življenje z menoj. Slowly disappear.
Obstaja dober nasvet, da pozabite. Vendar, kot je rekel pesnik, svoboda je kakor umetnost. Ni dokončana nikoli, nikoli popolna. To je proces. Ne more kar tako pozabiti, da so ji svetovali, naj se loči od moža, ko so ga zaprli na Goli otok. Taboriščnik in partizan med vojno in po njej kaznjenec. Ne more kar tako pozabiti, da so jo po vojni zaprli, potem, ko je preživela Ravensbrück. Vzeli so ji dostojanstvo za 5 let. Ostala je brez pisalnega stroja, ki je bil kakor hrana. Ostala je brez državljanstva in potnega lista. Ne more kar tako pozabiti, da so morali po vojni beračiti po Hrvaški, da so preživeli, ko so se vrnili iz izgnanstva domov na porušen dom. Ne more pozabiti, da so jih hoteli strpati v geto, pregnati z domov. Ne more kar tako pozabiti, da je bil njen sin rojen v skupni državi, izbrisan iz seznama ljudi z imenom in priimkom. Ne more kar tako pozabiti, da se je morala pol stoletja kasneje priključiti koloni beguncev. Obstaja dober nasvet, da pozabite. Ampak kot je rekel pesnik, naravnost perverzno je povsod govor o svobodi. Svobodni trg, svoboden pretok kapitala, informacij, svoboden pretok ljudi. Težko je pozabiti, ko ti vse to gorje, ki ga spremljaš po televiziji, dan za dnem, tam nekje spet pride nasproti. Spoštovane in spoštovani, predsednik republike Borut Pahor, drage interniranke, zapornice, dragi interniranci, povojni in vojni otroci, vsi, ki ste prišli na ta slavnostni dogodek,
ki se me je še kako dotaknil. Dragi gostje iz domovine in zamejstva, dragi nastopajoči, zlasti otroci. Ko sem prihajala, sem videla eno samo sonce. Lepa primorska, sama sem Primorka in kadar stopim na ta tla, je seveda drugače. Prišla sem v dvorano in že na poti srečala čudovite ljudi. Ob mnogih sem se vprašala, kako so to zmogli, kako da še danes iz njihovih oči sije toplina, prijaznost, kako lahko sploh vse to doživljajo. In takrat sem si rekla, ali bom zmogla prebrati, predvsem zaradi medijev, govor, ki sem ga pripravila, kajti lahko bi govorila, ne da bi pogledala na te listke. Vsaka izgovorjena beseda, vse, kar je bilo izrečeno in pokazano, je dokaz neke preteklosti. Najbolj se me je seveda dotaknila zadnja kolona beguncev. Sama sem jih videla konec oktobra leta 2015, ko so množično prihajali, ker sem jih kot varuhinja obiskala. Bilo je hudo. Hudo je gledati posnetke taborišč. Tudi sama sem jih obiskala. In takrat sem si rekla, tisti, ki ne verjame, mora iti tja. Pa če enkrat ne bo dovolj, naj odide dvakrat, da bo končno verjel. Vojna in mir. Besedi, ob katerih se zdrznemo, razmišljamo in celo podoživljamo mnoge dogodke bližnje in daljne preteklosti. Nekateri se ob tem spominjamo otroških let, ko smo kot k sreči otroci miru poslušali o grozotah spopadov in krvavih morijah obeh svetovnih vojn, risali plakate in pisali sporočila nesrečnim otrokom, ki so se znašli sredi vojn v mnogih predelih sveta in jim ni bilo prizanešeno. Naš svet je bil drugačen in težko se je bilo vživeti v njihove usode. Zato pa je bilo nadvse pomembno sporočilo, ki smo ga dobili od svojih staršev, učiteljev, prebrali pa tudi v knjigah in učbenikih. Vojne uničujejo ljudi in premoženje, razdirajo medčloveške odnose, spreminjajo obrise sveta in koristijo le zelo redkim. Celo zmagovalcem ne. Krutost njihovega krvnega in materialnega ter psihičnega davka je bila in je še vedno velikanska. Najpogostejši stavek tistih, ki so preživeli in jim je usoda namenila trpljenje, bolečino, izgubo najbližjih, pa tudi taboriščne zidove in nepozabne grozote, je bil nikoli več. Zakaj jim končno ne verjamemo? Tudi danes sicer ponavljamo nikoli več in tudi tako izražamo svojo skrb in upravičeno pričakovanje, da se ne bi grozodojstva, ki jih je zmožen storiti človek, sploh še kdaj ponovila. Groženj pa je iz dneva v dan več. V Sloveniji in Evropi smo bili in smo še marsikje soočeni z rekami beguncev in migrantov, ki se nenehno pomikajo iz nerazvitega sveta ali predelov, kjer divjajo vojne in spopadi, kjer domuje lakota, v razvitejše dele sveta, kjer so vsaj na videz zagotovljeni mir, blaginja in sreča. Svojih domov odhajajo tudi zaradi teptanja njihovih človekovih pravic, celo osnovne doživljenja in preživetja. Tudi zato so pred našimi vrati, ker večina njih potrebuje pomoč in ne novega sovraštva, ter včasih prav rasističnega obravnavanja. Zato ne pozabimo, ne danes in ne jutri, pravih vzrokov in strašnih posledic, ki jih seboj prinašajo skrajne ideologije. Njihovi tvorci jih lahko veljavijo le z novimi vojnami.
Obsoditi moramo tiste, ki jih s tako lahkotnostjo širijo. Kaj kmalu namreč lahko padejo na plodna tla, saj smo ljudje danes zelo kritični. Včasih celo pričakujemo preveč, raje grajamo kot hvalimo in dobre novice so žal le slabe vesti. Širijo se kot požar, pogosto celo nepreverjene. Zlahka jim verjamemo, vse je slabo, pa čeprav večina nas živi bolje. Strah pa je čustvo, ki ima lahko tudi zelo velike oči in nas zna hitro objeti. Pridruži se mu sovraštvo do vseh drugačnih in od besednih spopadov ni daleč do krute realnosti, ki je lahko povod za marsikatero povsem nepremišljeno dejanje. Tudi v naši družbi je žal veliko nestrpnosti in sovražnosti ter različnih pogledov na preteklost in na zgodovino. Tudi v sedanjosti ni prave enotnosti, ki bi jo še kako potrebovali. Bijemo besedne boje in zlahka pozabljamo na tiste, ki so še nedavno trpeli, ker so pripadali različnim etničnim, verskim, narodnim in drugim skupinam. Tisoči so bili med drugo svetovno vojno izgani v taborišča smrti, ki so bila namenjena razčlovečenju in organiziranemu poboju ljudi, Slovencev, Romov, Judov in drugih skupin z našega ozemlja. Grozljiva je številka ljudi, ki so bili z naših pokrajin zaprti in izgnani. Danes smo večkrat slišali in videli te številke. A številke niso vse in ravno ko slišiš, da je bil nekdo številka, te zdrzneš. Žal, tudi danes včasih pravimo, ne smemo biti le številke. S koncem druge svetovne vojne nasilja še ni bilo konec. Ne pozabimo na nasilne poboje tisočih ujetnikov in civilistov. Groza nas je obmisli, da je bilo življenje oduzeto brez pravičnih sodnih procesov in da je brat nad brata dvignil roko. Če samo pomislimo na vse te ljudi, taboriščnike in njihovo vsakdanjo bližino smrti, dneve polne brezupa, strahu in trpljenja, hudega dela in preganjanja. Če pomislimo na partizanke in partizane, ki so izgubili svoje življenja, na mlade slovenske fante in dekleta, ki se morda niso pridružili boju slovenskega ozemlja, a so bili tudi kasneje ustreljeni. Ob vseh številkah, ob vseh ljudeh, pričevanjih in zgodovini, ki se ne sme potvarjati, nas groza ohromi. Zakaj, vas sprašujem, ležijo kosti fantov v grobovih in grobiščih širom Slovenije? Povprašati moramo vas, drage taboriščnice, in vsi, ki ste te grozote preživeli. Vi ste se po drugi svetovni vojni vrnili iz taborišč smrti. Ste živ spomin na najhujše grozote in prav je, da vam izkažemo vse spoštovanje in vam sledimo v neizmerni želji, ki vam je pomagala preživeti, biti in ostati človek, celo v najtežjih preizkušnjah. Vaše preživeto gorje mora opominjati nas in prihodnje rodove, predvsem te mlade, nedolžne otroke, ki šele prihajajo v pravo življenje. Budimo jim vzor. Da ne izgubimo zgodovinskega spomina, da ga ne zameglijo drugačne zgodbe, ki poskušajo zmanjšati pomembnost upora našega in evropskih narodov zoper razčlovečenje. Interniranke in interniranci, taboriščnice in taboriščniki ste živ dokaz tega, kar se je tam dogajalo. Kdor ne verjame, spreobrača zgodovinska dejstva. Kdor zmanjšuje njihov pomen, počne tudi z namero prikrivanja mogočih posledic svoje današnje, dokaj nestrpne politike. Spomin na žrtve in smrti je hkrati tudi spomin na izjemno moč besede, ki je na samem začetku vodilo vsem nosilcem zla in krvnikom nedolžnih ljudi. Zato se je treba upreti vsem besedam, s katerimi tudi danes nekateri sejejo sovraštvo in nestrpnost, ter žal rasistično ideologijo. Nosilec etičnega ravnanja je posameznik. Humanost naše družbe je odvisna od etične drže vsakega izmed nas.
Zdi se, da spoštovanje temeljnih etičnih norm ni več vodilo življenja nekaterih posameznikov, temveč zgolj stremljenje k moči in materialnemu bogatstvu. To pa ni vrlina humane družbe, ki visoko ceni skrb in odgovornost za sočloveka in našo skupno blaginjo. Prevladujoče je prepričanje, da lahko zakoni in podzakonskimi akti ter s kaznovalno politiko uredimo skupnostno življenje in med drugim preprečimo tudi nestrpen in sovražen govor. Vendar sem prepričana, da človek ravna po etičnih normah iz osebnega prepričanja in ne le zaradi zakonov. Delovanje pravne države in spoštovanje zakonov je v osnovi vprašanje etične zavesti vsakega od nas in splošno sprejetih etičnih norm. Sodišča, torej zgolj sodišča, ne zmorejo vzpostaviti vladavine najvišjih etičnih norm, če ne bomo storili več za moralnost in etičnost delovanja posameznikov in tako za humanejšo družbo. Vsi lahko storimo več za uveljavljanje človekovih pravic doma in v svetu. Človekove pravice namreč niso zbojevane enkrat za vselej in v vseh okoliščinah. Zanje se moramo boriti vsakodnevno. Zase, pa ne le zase, tudi za druge. To je med drugim tudi sporočilo Splošne deklaracije človekovih pravic, ki kot rečeno letos obeležuje 70-letnico. Bila je torej sprejeta, pa ne zaradi papirja, pa ne zato, da bi se z njo hvalili in po mnogih letih trdili, vse je tako lepo zapisano. Živeti jo je potrebno. Nikoli več se človeštvo ne sme znajti med vojno in mirom, ko se sprašujemo, ali je mir res pomembnejši, med dobrim in zlim, ter med barbarstvom in človečnostjo. Tudi zato, ker smo ljudje. In bodimo ljudje z veliko začetnico, taki, ki smo strpni, dostojanstveni, ki spoštujemo preteklost in sedanjost, ker sicer ne bomo vredni lepe prihodnosti. Hvala vam, ker ste. Žijo
Tovariš predsednik, kako ne bi odrekel vaši prošnji, da spregovorim nekaj pozdravnih besed. Spoštovane interniranke, izgnanke, taboriščnice, prosim, sprejmite kot zelo iskrene moje besede hvaležnosti, da mi je v veliko čast, da lahko z vami sodelujem. In sodelujemo zelo veliko, na različnih ravneh. Najprej mi je v veliko veselje, da se vsakega septembra zberemo tukaj na tej vedno zelo lepi proslavi. Prav tako se tam proti koncu januarja zberemo v Ljubljani, da se spomnimo obletnice osvoboditve Auschwitza. Tudi tista proslava je zelo ganljiva in močno sporočilna. Sodelujemo tudi čez leto in ker se bliža 75. obletnica osvoboditve Auschwitza in ker ste nekatere taboriščnice, izgnanke še tako živahne in žive v svojih spominih, bi bilo morda, tovariš predsednik, dobro, ko bi znova v naslednjem letu ali dveh ponovila eno izmed najbolj čudovitih izkušenj v predsedniški palači in to je pogovor otrok z njimi. To je bilo, mislim, da pred 3 leti, na predvečer našega skupnega odhoda na Poljsko, v Krakov, kjer so bile taboriščnice, ki so preživele Auschwitz v moji uradni delegaciji ob 70. obletnici osvoboditve tega zloglasnega taborišča. Otroci so nam tukaj zapeli prečudovito pesmico Pustite nam ta svet. Naša dolžnost je, da vam prepustimo miren in varen svet in to v teh okoliščinah sploh ni tako enostavno in lepo, vendar pa ni nemogoče, če se bomo vsi potrudili. Varuhinja je zelo dobro povedala, da nas pri tem ne more voditi samo črka zakona, čeprav je seveda ona bistvena in se je moramo držati, ampak tudi čisto nek oseben občutek za to, kar je prav in kar je dostojno. In končujem svoj pozdrav z željo, prošnjo, kot vaš predsednik, tisti, ki se z mano strinjate in tisti, ki se ne. Da vedno, ko rečemo zlasti javno besedo, premislimo, ali bomo morda z načinom, kako jo bomo rekli, ali vsebino koga prizadeli. Če bomo, potem je mogoče dostikrat dobro, da jo morda tudi zadržimo zase. Pri čemer pa moram reči, da sem bil in vedno bom, morda celo zdaj v teh časih toliko bolj, velik zagovornik svobode govora. Zlasti nove tehnologije omogočajo, da se pravzaprav prav vsak med nami, zlasti najmlajši, lahko vključijo v vse javne razprave o vsem in dostikrat tudi za stališči, ki odstopajo od uradnih, tradicionalnih, preverjenih. Če želimo, da se bo ta čas, ta umestni čas negotovosti, ko se, kot se zdi večini, tudi meni, morda bolj kopičijo neke tesnobe in občutki zaskrbljenosti, kot so se pred nekaj leti. Če želimo, da se bo ta čas negotovosti brez konfliktov polegel in tudi takemu razpletu smo že bili priče v svetu. Niso se vsi zapleti končali z vojnami, so se končali tudi po mirni poti, so se polegli. Če želimo, da se za voljo teh državljančkov to zgodi tudi tokrat, moramo ohraniti svobodo govora. Pri čemer pa, in s tem končujem, moramo vsi paziti, da ko izrekamo po svoji vesti to, kar mislimo in čutimo, naredimo tako, da ne prizadanemo nikogar. S tem se začne pot v večni mir. Vaš mir. Pesnik je dejal, ni me strah prijateljev, ni me strah sovražnikov, strah me je indiferentnih. Ker prijatelji me lahko samo izdajo, sovražniki me lahko samo ubijajo. Indiferentni pa bojo prodajali zijala, medtem ko me bodo sovražniki ubijali in prijatelji izdajali. In to je problem sveta. Zijala. Zato vam obljubljamo sledeče. Ne bomo med tistimi, ki bomo prodajali zijala.
Ne bomo med tistimi, ki bomo molčali, ko bodo prihajali po drugače misleče, drugače verujoče, drugače čuteče. Ne bomo med tistimi, ki vklepajo telesa in uniformirajo duše. Ki bi sebe razglaševali za gospodarje in druge poniževali v hlapce. Ki spreminjajo ljudi zgolj v številke. Nikoli več številke, ampak človek z imenom in priimkom. Človek s svojimi hotenji, sanjami in ideali. Nikoli več se z nami razčlovečenih, samo še srečnih in zadovoljnih ljudi. Ne bomo med tistimi, ki hodijo po svetu zgolj eno zgodbo v svojem srcu, svojo in nenajno. Med tistimi, ki vidijo svet zgolj črno in belo, ne pa tudi mavrice v ljudeh. Med tistimi, ki poslušajo in gledajo, vendar ne s srcem. Ne bomo med tistimi, ki bi zgolj zamahnili z roko in rekli, ah, saj nič ne morem, saj to ni moja stvar. To je moja stvar, to je tvoja stvar, to je naša stvar, vedno in povsod, ko so kršene temeljne človekove pravice. In to je zaveza moje generacije, njihove generacije, prav vseh generacij tukaj zbranih, zaveza vašim vrednotam. Vrednotam, ki v človeku ohranjajo človeka, tudi ko je težko biti človek. Zaveza tovarištvu, sočutju, solidarnosti. To je naša zaveza vašim vrednotam, ki v svetu ohranjajo dostojanstvo za vse. Zaveza svobodi, miru, enakopravnosti, pravičnosti, kajti prav vsi se rodimo svobodni na tej ali na oni strani meje. Vsi se rodimo z enako neodtujljivo pravico do življenja, ne glede na spol, ne glede na raso. In prav vsi se rodimo z neodtujljivo pravico do iskanja sreče. Na tej strani, kadarkoli in kjerkoli. Zato svoboda narodu.
molitva. Ko smo skupaj, je vse mogoče, naj bo kar hoče. Podi to, kar si, to je preprosto, če imaš se rad. Ko smo skupaj, je vse mogoče, naj bo kar hoče. Podi to, kar si, to je preprosto, če imaš se rad. Ko smo skupaj, je vse mogoče, naj bo kar hoče. Podi to, kar si, to je preprosto, če imaš se rad. Najlepša hvala vsem govornikom za njihove tehtne besede opomina. Najlepša hvala vsem pričevalcem te zgodovine za vsa vaša pričevanja v obliki pesmi, spominov, govora. Hvala vsem, ki ste ta pričevanja ohranili za nas in za vse nadaljne rodove.